Kolikokrat ste se ta teden vprašali, kaj bomo pa danes skuhali, kaj bomo pa jutri jedli? No, verjetno kar dostikrat. Kaj pa, če to nalogo mi opravimo za vas? No, mi, v resnici Urška Loncnar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živijo, pozdravljeni. Pripravila si poseben tedenski jedilnik, ki nam bo olajšal čas, optimiziral stroške, olajšal tudi ta čas, ki ga zapravimo za razmišljanje in predvsem tudi, da bo naše telo res nahranjeno, kaj ne da? Res je. Zdaj, jaz sem pripravila jedilnik za cel teden, za družino, ker vem, da ženske med tednom res nimajo časa, če si v službi do 5, prideš domov, potem ponavadi vržeš vase nekaj nezdravega na hitro, ne vem, kruh, to z nutelo, salamo in tako naprej. Ampak jaz verjamem, da se da tudi med tednom kuhati polnovredne zdravilne obroke, ne samo za vikend, samo potrebno se je malo pripraviti. Pripraviti, ne? Tako, se pravi, to je ključno. Če imaš polno življenje, polno obveznosti, je to klic za organizacijo in za planiranje. Tudi, če prav razumem, za celotedenski jedilnik, za celo družino si naredila samo en obisk Hofer trgovine in si vedela, kaj moraš kupiti, koliko moraš česa kupiti in potem vse uredila. Absolutno, zato ker jaz itak priporočam tudi svojim strankam, da ne hodijo prevečkrat v trgovino, ker vemo, prvič, ne smemo iti lačni v trgovino, ker kupimo stvari, ki jih ne potrebujemo, naredimo si lepo seznam. Zdaj, jaz sem naredila komplet nakupovalni seznam, da ljudje vidijo, kaj potrebujejo in takrat vse nakupim. Saj zdaj, zelenjava, sadje, mirno počaka, en teden zdaj imamo že vsi te z nulto cono hladilnike in tako, in potem jaz priporočam, da si za vikend res naredimo eno mini pripravo, predpripravo, kar pomeni, da si osnovne te surovine, ki jih bomo potrebovali čez teden, že vnaprej pripravimo in jih imamo v hladilniku. Kako jaz to počnem? Obvezno, zdaj to je tudi super, ne? Hofer ima tole bio, jaz obožujem, tole imam obvezno. Čičerikico. Čičeriko, fižol, in to v steklu. Tako v steklu, ne v pločevinkah, in jaz imam to vedno na zalogi. Zato, da nikoli ne veš, vedno nekam to malo poturim, v solate, v rižote, tako da otroci niso nadušeni, ampak če ne vejo. Potem recimo imam obvezno polnovredne žitarice, to imam vedno na zalogi, tako da to sprot pa kakšne oreščke, javorjev sirup, tudi evo, tale rjavi polnovreden riž in zdaj, to lahko že vse med vikendom v bistvu skuhamo in jaz imam takole pripravljen. Zdaj, če nimam časa, kupim tele, če imam čas, lepo namočim stročnice in jih pustim v kozarcih s tole vodo, v kateri so se kuhale. Skuham tudi recimo polnovreden tale riž, kvinojo in to imam že vse pripravljeno. Zdaj pa samo še zelenjava, lahko si jo tudi, če nimamo časa, na kocke narežemo, pripravimo že v steklene kozarce in to je to. Tako in potem dejansko imaš polnovreden zdravilen obrok pripravljen v, ne vem, jaz ga imam tudi v 5 minutah in ni več izgovora, da si bi naredil sendvič, ker je to tako hitro pripravljeno in danes vam bom pokazala, katere so tiste jedi, ki jih res lahko pripraviš v maksimalno. Moji obroki so vsi do pol ure. Do pol ure. Tako. Odlično. Torej, vsi tisti, ki se sprašujete, Madona, tole, kako bi pa moje življenje izgledalo z malo več organizacije in planiranja? Kako bi pa moje življenje izgledalo, če bi samo dobili nakupovalni seznam in potem jedilnik za cel teden in bi živeli na ta način? No, moj odgovor je mnogo bolj lahkotno in vse to lahko preverite, torej in nakupovalni seznam in vse recepte lahko preverite na tele QR kodi ali pa če greste direktno na klepet@kavi.si. Urška Loncnar je pripravila tale tedenski jedilnik za družine in vse to vam je na voljo brezplačno. Samo nekaj od teh jedi bo danes pokazala tukaj, sicer pa jedilnik za cel teden, za 4-člansko družino z nakupovalnim seznamom, da greste samo enkrat v Hofer trgovino, tisto, ki smo sami izbrali. Vse to najdete torej na tej povezavi, ki jo vidite tukaj s QR kodo ali pa z obiskom klepet@kavi.si pod zavihkom brezplačno. Urša, torej
torej, katere izmed jedi bi še posebej izpostavila, da si jih umestila v ta jedilnik, ki ni samo, kot smo rekli, finančno optimiziran, ne, ampak je tudi nutricionistično optimiziran, da so naša telesa na celični ravni nahranjena. Tako, mi potrebujemo polnovredno hrano. To pomeni to, kar je zraslo, ker od takšne hrane dobim največ hranil. Vse, kar je pakirano, predelano, tam je bolj malo hranil. In zdaj tudi na koncu eni rečejo, ja, pa zdrava hrana je draga. Draga je, če kupuješ izdelke. Če kupaš jabolko, ne predelan, ne vem, nek smuti že, smuti si sam narediš. Če kupiš zelenjavo polnovredno, to ni drago. Tako da iz tega si potem naredimo tudi. Stročnice so izjemno v bistvu poceni, pa super vir proteinov. To je obvezno na jedilniku, isto z polnovrednimi žitaricami, ne. In te, mi da imamo s partnerjem 3 otroke skupaj in vsak se izmišljuje. Tako da poznam, tudi ženske mi vedno rečejo, ja, pa en bi jedel to, en bi jedel to. Ampak se ti tudi delaš z takimi ženskami, ki so zelo zaposlene. Tako, s takimi, ki nimajo časa dihati. To so direktno ljudi, ki jim ti pomagaš. Točno tako. In jaz vem, in obstajajo čudoviti recepti, samo so preveč komplicirani. Zato sem jaz zelo poenostavila, res sestavin je minimalno, tiste so polnovredne, tako da začnemo že z zajtrkom. Aha, zajtrk je to. Jaz recimo zajtrk, ki pravimo, nimamo časa. Obstaja ta ovsena kaša, ki se jo naredi zvečer. Lepo se jo zalije z rastlinskim napitkom, da se noter tudi cimet, sadje, premešamo, damo v hladilnik in potem imamo to zjutraj pripravljeno. Če imamo čas, pogrejemo, pojemo, če nimamo časa, vzamemo sabo. Zato je tako, v skodelčki tudi otroci lahko za malce vzamejo sabo. A je tole mišljeno za kosilo? Ne, to je kosilo, lahko kosilo, jaz tako naredim. Ali kosilo, ali večerjo, mogoče za večerjo naredim malo več in potem imaš lahko za naslednji dan za kosilo in si tudi sabo vzameš. Sploh ženske, ki nimajo časa, da ne jejo pol v službi nekih krekerjev in tega. Tole sem hotela reči, jaz skrijem ponavadi zdrave sestavine, ki jih otroci recimo ne bi jedli, jih skrijem med recimo tole rizi-bizi. Dala sem pa noter rdečo lečo. Zdaj, rdečo lečo si dala noter? Ne vidi se, a je res. Ne, sploh je ne vidim. No, tako. Dal male kurkume, da obarvam, ampak to imajo otroci radi. Hrana mora biti barvita, mavrična. Otroci to obožujejo. Če je vse razkuhano, brezbarvno, verjamem, da tega nihče ne poje. Ne vidi se, leča je vrhunski vir beljakovin, tako da ne poveš potem. Tako. Zelo rada delam polpete, zato ker jih lahko pripravimo naprej, si jih zmrznemo, potem pa samo v airfryerju, recimo v cvrtniku na zrak, ga ima tudi Hofer prodaja, samo na hitro pogrejemo. To narediš in imaš, ko prideš domov, zraven sem naredila zelenjavni pire, ki je odličen. Mi smo navajeni, da mora biti pire, krompir, maslo, ne vem kaj, nič. Jaz naredim samo zelenjavo, malo rastlinskega napitka in je vse krasno, kremno in otroci ga obožujejo. Tako da to je narejeno takoj. In to lahko imamo potem recimo naslednji dan, si pomagamo, da ne kuhamo preveč. In optimiziramo. Potem pa, zdaj vemo, da so otroci imajo radi sladko, jaz imam doma vedno pripravljeno. A ti povem, katero finto sem jaz naredila v naši družini? Sladka sreda. Ob sredah je nekaj sladkega, ampak zdravega. Tako da verjamem, da bo tole moj recept za naslednjo sredo. To ne vsebuje predelanega sladkorja, glutena, masla in ne vem česa, tako kot smo vajeni, ne pa mafini. Otroci jih obožujejo. Noter so ovseni kosmiči, rastlinski napitek, banane lahko narediš tudi s sladkim krompirjem. Jaz imam to da imajo otroci za zajtrk, da hitro pograbijo, za malico, za nekaj sladkega. A niso vrhunski? Tole pa sjajno. To zdrži tako en dan, ko spečem. Tole recimo bi bilo drago, če bi bilo zapakirano. Če si pa sam narediš, je pa poceni, dostopno in vse ostalo. Hvala lepa, torej celoten seznam, celoten jedilnik in seveda tudi nakupovalni seznam najdete na klepet.kavi.si ali pa če poskenirate tole spodnjo kodo, ki smo jo ves čas kazali. Pa dober tek. Hvala lepa, Urška Loncner.